V prostorih območnega združenja Rdečega križa Novo mesto razstavlja akademski slikar iz Kostanjevice na Krki Jože Marinč. Tokratno likovno razstavo je naslovil Rajski vrt. Zato, ker je tako sivo vse posod, da je to že karkoli se obrneš, kamorkoli si nekaj jokamo, stokamo. Ampak jaz mislim, da je še nekaj lepote, če ne drugo, v nas samih in pa v naravi kot je taka. Zdaj pa sem delal neke čist nove stvari in sem rekel, bom jaz poskušal delati optimistične, lepe stvari. Imajo neko poseben sistem tehnike in to sem pač izkoristil. Kako je izpelo, bomo pa videli pol na koncu. In res v njegovih slikah ni zaznati mrakobe ali sivine, ki že tako ali tako prežema posameznika v tem času. Zato njegova dela oddajajo toplino in optimizem. Ja, to je sonce, to je svetloba, ogenj, to se pravi vse tisto, kar daje smisel življenju. Pa se včasih tudi tu pa tam le nastopi, naprimer tam imam enega metulja, ki ima samo eno krilo. To se pravi, so še vseeno neke vrste podstati, vsak bo nekaj še našel noter, zgodbe. V razstavljenih delih prevladujejo motivi iz narave, ena od slik pa razgalja srce krvavečega pesnika. Izhaja iz tega, da pač smo v naravi, ampak sicer jaz kot slikar hočem nekaj povedati, ampak sem si mislil še lepše, pa če to pesnik naredi. In od tega pesnika je ostalo samo še srce in pa vse ostalo je velika narava. Mogoče me je malo impulzivno na to veliko razstavo, ki je bilo v Ljubljani telo. To se pravi, kaj vse je v nas. Vse to živčevje, vse to, kar imamo v sebi, komplicirano vse skupaj in evo ti ostane srce in pa mi saj umetniki probamo to dati na pladenj. Likovno razstavo Rajski vrt sestavljajo likovna dela, ki jih je Marinč ustvaril v zadnjih nekaj letih in še niso bila razstavljena. Slike so različnih dimenzij, zato je tudi proces od začetka do končnega izdelka različen. Najrajši ustvarjam takrat, ko sem poln energije, to se pravi, to pa ne vem, pride potem pa en mesec nič, pa sopet malo primete, fino te in pa delaš, pa si strošen, utrujen, malo počivaš, a mislim, da nimam nekega posebnega. Mogoče zdaj po zima, ko je pač malo hladnejše, sem ukvarjal pa bolj z grafiko, pa z risbo, ker imam atelje ogromne, pa nimam toliko denarja, da bi grel, in pa pač moram po letu izkoristiti. Pa tudi te barve so še lepše na soncu, kot pa v senci. Gre za četrto razstavo v novomeškem humanitarnem centru, odkar deluje v povsem novih prostorih na Drski. Bil je slučaj, da sem na otvoritvi ene svoje prijateljice, ki je bila in so me vprašali, jaz sem bil dobre volje, sem rekel da in potem so prosili, a bomo, ja, sem rekel, zdaj ne morem, potem se je to malo vrtelo in zdaj pa je prišel čas pač in je v redu, zakaj pa ne. Tukaj je pravzaprav neke vrste humanitarna dejavnost, s katero se pa tudi jaz ukvarjam, navsezadnje so to neke tiste, kot delam, naprimer potujoče galerije ali pa oživljanje starih mest Jeder, ali pa naprimer zdaj, če bomo delali kakšno javnost, kot je freska, naprimer, ali pa poslikal so hidrocentralo Krško, to se pravi, se ukvarjam tudi s vsemi temi, ne samo ateljejev, ampak probam tudi greti, da dodajam nekaj vrste dodano vrednost ljudem, ki se gibljajo v tem prostoru. Glede na to, da je Marinč razstavo naslovil Rajski vrt, nas je zanimalo, ali tudi življenje na zemlji dojema kot raj. Ne, to je samo ena taka, raj je samo ena odmik od nečesa drugega, ampak ne moreš kar, da bi rekel, da bomo pa zdaj živeli v raju, ali pa jaz, naprimer, da bi živel v raju. Ne, ampak to je samo želja, hotenje na vseh, Če bi koga vprašal, si ti reč zdrav ali bolan, seveda bo rekel, da je zdrav, ali bi ti rajše, ne vem, spal ali tekal, ne vem kaj. Tako da to so želje, hotenje, in pač trenutno je tako, mogoče da je drugič drugače. Hotenja, ki ga Marinč zna pretvoriti v uresničljiv cilj, pa je tudi kar nekaj. Potem imamo pa še eno veliko sliko za delati, pa en kip postaviti v Kostanjevici Krki na Gržišču, če bo ratalo finančno. To je vse povezano tudi, ker so velike projekti povezane s financami. Če bo finančno ratalo, bo postavljeni, ker ti dela so že pripravljena, ampak treba jih pač realizirati. Ampak
Če ne gre, pa ne gre, bomo že počakali toliko. Če smo že tako dolgo čakali, bomo pa še kakšna pol leta. 22 akrilnih del na lesu in platnu bo v prostorih novomeškega humanitarnega centra Rdečega križa Novo mesto na ogled do 14. januarja.